pozdrav vsem, pozdravljeni mediji, pozdravljeni člani sveta, pozdravljeni člani odbora za Novogorijo in dragi moji kolegi tukaj. Vsem hvala, da vas sneg in razmere niso odgnale in da nam sledite tudi v tem pomembnem dogodku danes. Posebna zahvala medijem na začetku, da spremljate in podpirate umetnostno galerijo Maribor in seveda v upanju ta zahvala nekako v želji, da sodelovanje nadaljujemo tudi v nadaljne, kajti naša naloga še ni končana in nadaljujemo to sodelovanje vse do realizacije umetnostne galerije Maribor. Med nami posebej pozdravljam gospoda Borisa Ketiša in se zahvaljujem mestni občini Maribor, da se je odzvala na vabilo. Svojo odsotnost sta opravičila Damjana Kečnik, generalna direktorica Direktorata za kulturo in dediščino ter Mitja Čander, programski direktor Zavoda Maribor 2012, saj sodelujete na razpravi izredne seje Nacionalnega sveta za kulturo, ki je tudi ključnega pomena za umestitev v programu umetnostne galerije Maribor. Z MIZPŠ so nam sporočili, da so tudi druge pristojne osebe za projekt zadržale iz ministrstva, vendar so oblikovali svoje stališče, ki je od včeraj opoldan dostopno tudi na njihovi uradni strani. Nadaljevanju odgovor oziroma odziv na tiskovne konference tudi prebrali. Cilj današnje tiskovne konference pa je, da javnosti podamo jasno sporočilo o tem, kaj se dogaja z investicijo umetnostne galerije Maribor in ker zadnje dogodke razumemo kot ponovno zastoj, predvsem da izpostavimo tudi cilje in možnosti, kako naprej do realizacije investicije umetnostne galerije Maribor. Samo na kratko bi osvežila spomin na stanje. Vlada je sklepom podanjem 20. januarja leta 2011 zagotovila namero, da Ministrstvo za kulturo iz kohezijskih sredstev zagotovi 10 milijonov evrov za sofinanciranje gradnje umetnostne galerije Maribor pod pogojem pridobitve gradbene dokumentacije in razglašene javne infrastrukture. 6.2.2013 je vlada sklepom preusmerila ta sredstva, torej iz Evropskih skladov za regionalni razvoj 2007-2013, ureditev kompleksa parka vojaške zgodovine Pivka. In še, če samo se spomnimo korak nazaj, UGM je v začetku leta 2011 strani mestne občine Maribor bila povabljena k racionalizaciji projekta v okviru racionalizacije investicij na nivoju mestne občine Maribor. Po dvomesečnem preverjanju in usklajevanju z arhitekti in pristojnimi izvajalci je UGM uspelo umestiti svojo dejavnost v tako imenovan objekt Max na Ruški cesti in znotraj stavbe zagotoviti vse vitalne površine za delovanje muzeja. Projekt smo toplo pozdravili, saj je odražal ambicije mesta po ureditvi devastiranega, vendar privlačnega območja mesta, torej Studencev. Po vzpostavitvi nove vlade so se z majem 2012 ponovno pričela usklajevanja med mestno občino Maribor in MIZPŠ. Po informacijah, ki smo jih iz obeh strani pridobili, razumemo, da sta MIZPŠ in MOL oblikovali različna pravna stališča v zvezi z izvajanjem investicije in se ustavili v točki usklajevanja. Tako vloga MOL za pridobitev kohezijskih sredstev ni bila nikoli odobrena. Za prisotnost na tiskovni konferenciji smo zaprosili oba odgovorna akterja, MIZPŠ in MOL. Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da bo oblikovalo svoje stališče. In sedaj bi ga najprej prebrala, potem pa pozvala gospoda Ketiša za izjavo. Torej, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport potrjuje namero za sofinanciranje umetnostne galerije Maribor, katere gradnja je bila predvidena v nacionalnem programu za kulturo 2009-2011, evropska sredstva pa namerava zagotoviti iz kohezijskih skladov v prihodnji evropski finančni perspektivi do letu 2014. Gradnja galerije se v letu 2011 ni začela, čeprav je resolucija v nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 določala, da bi morala biti UGM odrejena v letu 2011 in bi bila v letu 2012, ko je Maribor bil Evropska prestolnica kulture, na voljo zasedile. Pogoji za porabo teh sredstev vse doslej še niso bili izpolnjeni in ni nobenega jamstva, da bodo izpolnjeni v rokih, ki bi Slovenija še koristila rezervirana evropska sredstva, kar pomeni, da bi država ta sredstva lahko izgubila.
Zato je vlada na seji 6. februarja 2013 razveljavila sklep z 20.1.2011, da Ministrstvo za kulturo iz kohezijskih sredstev s postopkom neposredne potrditve projekta v letih 11, 12, 13 zagotovi 10 milijonov evrov za sofinanciranje gradnje umetnostnega muzeja Maribor in da sredstva preusmerja na drug nacionalno pomemben projekt Park vojaške zgodovine Pivka. To je mnenje ministrstva. Sedaj pa prosim gospoda Ketiša še za stališče občine. Gospa direktorica je uvodoma podala osnovna izhodišča glede gradnje umetnostne galerije. Sami veste, da je gradnja nove umetnostne galerije bila prepoznana kot prioritetni infrastrukturni projekt tako na lokalni kot državni ravni. Kot je bilo že rečeno, smo za sofinanciranje investicije pridobili sklep Vlade Republike Slovenije z 20.1. V skladu s tem sklepom pa je morala lokalna skupnost pridobiti zemljišče in ga razglasiti za javno kulturno infrastrukturo. S tem namenom je občina Maribor pristopila k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije in pa k nakupu zemljišča. V letih 2011 in 2012 so potekala pogajanja z tedanjim Ministrstvom za kulturo, kasneje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in usklajevali smo podano vlogo do 5.12.2012. Takrat je strani ministrstva namreč prišel še zadnji dopis, z katerim so nas pozvali k uskladitvi dinamike sofinanciranja. 7.12.2012 se je mestna občina z spremenjenim investicijskim programom odzvala na zahtevo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in tega dne tudi poslala manjkajoči dokument. S tem je mestna občina Maribor smatrala, da so obveznosti do ministrstva s tem izpolnjene. V nadaljnjih postopkih in pa v komunikaciji z ministrstvom je bilo več čas izpostavljeno, da v dani situaciji, ko smo vlogo dopolnili, pač moramo počakati, da bo tako ustrezno dopolnjena vloga iz organa prešla na organ upravljanja, to je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kar se pa žal do današnjega dne ni zgodilo. To na kratko. Dobro, verjamem, da sledimo vprašanje, mogoče samo takoj na začetku moje, ali se torej strinjate z sklepom vlade, ali bo občina še naprej uveljavljala kakšne pritožbe ali postopke na ta sklep, ali se strinjate, da se v bistvu investicija nadaljuje v okviru naslednjih kohezijskih perspektiv? Kot sem že uvodoma povedal, je bil projekt izgradnje nove umetnostne galerije prepoznan kot prioritetni projekt kulturne infrastrukture in kot takšnega ga je želela mestna občina Maribor tudi izvajati. Jasno pa je, da brez sofinancerskih sredstev mestna občina Maribor ni sposobna zagotoviti finančne konstrukcije oziroma finančne sredstva za celotno vrednost projekta, ki znaša cirka 20,3 milijona evrov. Mestna občina je v prejšnjem tednu tudi uradno dobila sklep vlade, sklep o razveljavitvi sklepa o sofinanciranju z dne 20.11. Kot sami veste, ta sklep nima pravnega poduka, čakamo pa na odgovor pristojnega resornega ministrstva, ki bo glede na podano vlogo moralo odreagirati. Šele na ta odgovor ministrstva je možno prizoriti. Dobro. Hvala za odgovor. Verjamem, da pozvali vas bomo seveda vprašanje. Dovolite mi samo, da mogoče samo strnem nekatera naša
izhodišča, ki so za umetnostno galerijo oziroma za njen nadaljnji razvoj pomembna. Torej, vsekakor se strinjamo z ocenitvijo in tako mi ZKŠ in MOM, ki pač še enkrat ponovno potrjujeta pomen in potrebo v muzeju za sodobno umetnost v Mariboru in prepoznavata tako državno kot regijski pomen. Vsa investicija bi nadaljevala in krepila enakomeren razvoj v državi. To se nam zdi pomembno izhodišče, na katerem moramo tudi vsi skupaj vztrajati. Mogoče bi še podprli tudi idejo, da v naslednjem sklopu, ki ga perspektiva ponuja, bi lahko za državo in mesto zasnovali bolj ugodno finančno konstrukcijo projekta, ki omogoča financiranje 85% strani evropskih sredstev in bi verjetno v tej gospodarsko težki situaciji bil to porok za realizacijo investicije. Naš cilj pa je, da se slednja namera države in mesta takoj tudi izkaže v proračunih in vseh potrebnih aktih, ter se izgradnja primerne infrastrukture zaključi v 4 letih. Projekt kot izgradnja muzeja je vedno zelo zahtevna in zahteva sposobne vodje projekta in prepričani smo, da bo novo vodstvo mestne občine Maribor svojo učinkovitost izrazilo tudi s tem, da bo zastavilo projekt na temeljih, ki zagotavljajo optimalno, vendar kakovostno realizacijo. Ker je nastala situacija ponovna priložnost za premislek, je Umetnostna galerija Maribor ustanovila odbor za novo UGM, ki bo v širši javnosti, svetu muzeja in številnih poslanci, ki podpirajo realizacijo investicije UGM, pomagala premisliti, kako naprej. Odbor v sestavi Mitja Čander, Aleš Novak, Peter Rak in Andrej Šmit, interese za UGM pa zastopata više poslosti na UGM Simona Mirka in jaz, imajo za nalogo, da pod novimi pogoji na novo premisli opcijo investitve galerije. Vsi so izvrstni poznavalci delovanja in potencialov UGM, skozi njihovo videnje pa bo tudi podana perspektivno širše javnosti. S tem bi nekako želela zaključiti, mogoče še z napovedjo, da bo odbor do konca naslednjega meseca pripravil podlage in pobude in upamo, da v tem času tudi se čim prej izoblikuje sogovornik na strani mestne občine Maribor, ki dejansko projekte tudi vodi. Sedaj bi pa v bistvu pozvala vas k morebitnim vprašanjem. Samo vprašanje, rekli ste, pri finančni konstrukciji, finančno usklajevanju, tu se je predstavljeno konec, ne bomo pa ministrstvo. Kolikšen delež je bila ta finančna konstrukcija na strani mestne občine zima zaključena? Zdaj govorimo samo o izgradnji umetnostne galerije, torej govorimo o sofinancirskih sredstvih države in mestne občine Maribor. Država bi naj pri vrednosti investicije, kot se že prej omenil, 20,35 milijona evrov, sofinancirala do največ 10 milijonov upravičenih stroškov investicije, kar pomeni, da je delež približno 50% proti 50%. Z vaše strani je bila finančna konstrukcija tudi zaključena? V proračunu za leto 2012 je bila v finančni konstrukciji prikazan delež mestne občine Maribor, mislim, da v višini 5 milijonov evrov, kar bi zadoščalo za začetek izvedbe investicije. Ne, kompletna finančna konstrukcija. Koliko je bilo zdaj 2012 strani občine? Gledam. Milijon 250 tisoč. Vprašaj, gospod Hipša, ste rekli, da je to prioritetni projekt, pa za 2013 ni mestna občina niti evra predlagala v proračunu za UGM. Ja, nisem pravi naslov za ta odgovor. Moram reči, da kot vodja službe za investicije
pač z naše strani podan ustrezen predlog za proračun, ki pa strani mestne uprave ni sprejet. Kaj pa drugače dokumentacija pa te stvari? Gradbeno dovoljenje? Gradbeno dovoljenje je bilo izdano, oziroma sprememba gradbenega dovoljenja je bila izdana 26.9.2011, tako da gradbeno dovoljenje je bilo takrat pravnomočno in dokončno. Tudi projektna dokumentacija je izdelana, faza PGD, faza PZI pa je izdelana cirka 80%. Ampak misli, pardon, kar da je? Občina bi po nekaterih informacijah, koliko 7 milijonov naj bi dala občina, ne? Ostalo 10 država. Pa 10 mestna občina Maribor. 10 milijonov. Torej, v bistvu, v kolikem času, kaj mogoče so bili pogoji, da vi rezervirate ta znak? Kolikor bi dobili pozitivno odziv na vlogo strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, je vedno možen finančni korektiv v obliki rebalansa proračuna. Večina tega denarja dobili, tako kot je bilo razumeti na mestnem svetu, za zadolžitve. Tako je. Je bila tudi tu težava, če ste nekaj. Po mojem vedenju težav v zvezi z značkom ni bilo, ker mestna občina Maribor ni med najbolj zadolženim občinom v Sloveniji in kar se tiče kreditnih aranžmajev je ošljivela. Ste dobili zdaj kakšno odgovor, da se ministrstvo, zakaj ni zdaj, da ministrstvo še na drugo ministrstvo? Ne. Tega odgovora ni dobro. Ampak glavni razlog je verjetno, da ministrstvo reklo ne, je to, da občina ni zakupila 50 milijonov, torej glavni krivec je v bistvu občina. Glede, pri zadnjem pozivu z dne 5.12. Smo morali še enkrat samo v investicijskem programu popraviti dinamiko financiranja. To je bila edina zahteva strani Ministrstva za izobraževanje. Tudi po pogovorih z pristojnim ministrstva je bilo obljubljeno, seveda samo ustno, da je pa vloga sedaj popolna in da bo kot takšna posredovana na programsko upravo. Kaj to pomeni, da ste morali popraviti oziroma to dinamiko? Zaradi tega, ker se je usklajevanje z ministrstvom vleklo več kot leto dni in v prvotnem invest programu je bila predviden začetek investicije v letu 2011. Mi, ker v letu 2011 nismo začeli, je bilo potrebno potem tudi dinamiko sofinanciranja ustrezno popraviti. Se pravi, ste mogli spet popraviti za 2013. Tako je. Ampak številke so ostale enake. Seveda. Koliko bi zagotovili s kreditom? S kreditom bi zagotavljali preostale kreditnih sredstev. To pomeni 8 milijonov. Tako je. Gospod Mikelj je zadnjič dejal, da si želi, da bi vsaj kreditno etažo nekako naredili. Kako realno je za v bistvu to, ko se njegova želja? Glede na to, kako je koncipirana vloga na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, je v bistvu projekt predstavljen kot nevidljiva investicija, kar pomeni, da bi bil strošek izvedbe kleti neupravičen strošek, ki ga bi morala v kompletu pokrivati mestna občina Maribor. Se pravi, koliko bi šli v izvedbo kleti, za ta del sofinancerskih sredstev ni bi bilo možno pridobiti. Torej, če se začne graditi, se mora pridobiti do konca. Kako je predvidevala vloga? Tudi maks do konca, hkrati? Ker so bili nekaj ločeni razpisi. Več čas je ministrstvo, predstavljeno resorno ministrstvo, zahtevalo, da zaradi tega, ker je objekt nove UGM koncipiran
podpiran v sklopu objekta Max, je potrebno razpise za izvedbo gradbeno-obrtniških del popolnoma ločeno voditi. Zakaj? Da ne bi prišlo do prelivanja zasebnih in javnih sredstev. Zaradi tega je potem tudi investicijska dokumentacija in posledično projektna dokumentacija bila temu ustrezno prilagodjena. Torej ne bi se moglo graditi enega brez drugega? Tako kot je zdaj narejena projektna dokumentacija, ne. Zaradi tega, ker gre za nekaj skupnih prostorov, ker gre za tudi inštalacijske posle in pa tudi sama kotlovnica je v projektu enotna za celo objekt. In kako daleč pa je zdaj sam Max? V bistvu tudi za tam ni nobenih sredstev še, ne? Tako je. Ministrstvo nikoli ne bi nadziralo Maxa. No vem, ampak z naše strani. Torej dejansko tudi, če bi država dala 10 milijonov, se potem ne bi mogli sploh začeti za Maxa. Pri stvari 20 bi naj preko finančnega aranžmaja zagotovilo podjetje ZIM. Pa je bilo finančni država. Tako je. Kakšen je pa nekako vtis javnosti, da se je stvar zelo zakomplicirala, ko se je združilo UGM z Maxom? Mogoče vi pri pripravi dokumentacije, kaj menite, bi šlo lažje skozi, če bi samo galerijo ločeno vodili? Nisem pripričan. Namreč na podlagi arhitekturnega natečaja, ki je razpisano leta 2009, je bila prvotna lokacija umetnostne galerije na nabrežju reke Drave in takratna umestitev na nabrežju reke Drave je pomenila nevšečnosti v zvezi z objekti, ki so bili v neposredni bližini predvidene novogradnje UGM-a. Lastniki teh objektov so postavljali zahteve, ki so presegale logičnega in mislim, da bi bilo, če bi stali v dani lokaciji, ne mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje oziroma ga pridobiti ob neproporcionalno večji strošek. Tu na Slovenci se pa kaj takega ne bi moglo zgoditi? Ne, imamo gradbeno dovoljenje, ki je pravnomočno in dokončno. Kaj pa, če bi samo galerijo na Slovenci delali? Potem bi pa morali projekt preprojektirati. Je to lažje, da se stroško? Se čaka. Čisto. To je pa stališče, treba je počakati na stališče vodstva mestne občine. Pa koliko vam je tu vodstvo mestne občine dejansko šlo na roko? Pač veliko pogovore tudi na osebni ravni, ne samo ti dopisi z ministrstva, velikrat je verjetno treba tudi z Ljubljano, če peti pozmeniti. A so potekali? Moramo povedati, da v teh letih 2011 in 2012 smo mi bili mesečno v Ljubljani. Ves čas smo strogo sledili navodilom ministrstva pri pripravi same vloge. Ko je bil koncept vloge dorečen, smo to vlogo na ministrstvo za sofinanciranje tudi poslali, vendar je vsaj leto dni trajalo, da so akceptirali vlogo z vsemi temi dopolnili, ki so jih, mislim, da skoraj da mesečno zahtevali. Nikoli nismo naredili koraka, ki bi bil v nasprotju z zahtevami ministrstva. Ves čas smo njihovim navodilom sledili. Mogoče je vmes vsa stvar tudi zastala zaradi političnih sprememb, ki so pač nastale v začetku leta 2012 in je bilo treba državnim uradnikom vso zadevo razlagati znova, ker mislim, da smo izgubili vsaj 2, če ne več meseca. No, ampak ministrstvo pravi, ne, poročilo,
da bi morali to vlogo 2011, oziroma v letu 2011 narediti, kot naj bi bilo dogovorjeno. To pravi zdaj. Kakšna je zdaj realna možnost, kakšne so možnosti realne za začetek gradnje? Na tej lokaciji novi projekt je narejen skupaj z Maxom, čeprav razumem tak, je zdaj vloga skupaj z Maxom. Max je izjemno zrako. Zanima me, na kak način vidite možnost, da pa v nekem obdobju od nekaj let malo dobi realno nekaj stvari? Če smo zdaj samo iz vsebinskih, ja veš, to gre za različne poglede oziroma tisto, kar mi določa izvedbo, različne sogovornike. Jaz mislim, da je sedaj trenutek, da vsebinsko še enkrat premislimo potencijale prejšnjih projektov, za čisto na novih recimo pobud in se prilagodimo novim nastavnim pogojem. V bistvu, v strokovnem smislu ni velikih sprememb. Tisto, kar smo dali že za projektne natečajne naloge, ostaja bolj ali manj na isti okviri, ki smo jih predvideli takrat. Vendar je Umetnostna galerija Maribor v bistvu videla svojo vlogo, oziroma vidi svojo vlogo precej širše in mesto je tudi v tem smislu prepoznalo kot potencijalnega generatorja ali tega življenja v gradi ali devastiranega področja. Mogoče je pa naša naloga lahko tudi, ne vem, če nekoliko nakažem, tudi v smeri lahko premislimo, ne vem, ali mestno središče učinkuje tako, kot si ga meščani želimo. Skratka, v tej vlogi se ponuja z našo dejavnostjo nekoliko več in to je v bistvu tista vizija, ki je pa ne moramo določati sami, to je Umetnostna galerija Maribor, ampak potrebujemo relevantnega sogovornika, našo ustanoviteljico v prvi vrsti Mestno občino Maribor. Seveda je pa verjetno od vodstva odvisno, katero bi rekli, pobudo bo potrdilo. Del odbora je pa ravno to, da te pobude ovrednoti in jih tudi širše koncipira, ne samo skozi to strogo osnovno izhodišče, ki ga mi zastopamo. To pomeni, da se lahko spremeni, če bodo Mestna občina Maribor kot solastnica teh dejavnosti oziroma tiste, ki jih mora plačevati, nova lokacija in nov arhitekturni držav oziroma... Kar se mene tiče, ne vidim razloga, zakaj ne. Mislim, si ne želimo zakomplicirati, želimo si izvedbo, vendar pa čisto simbolno, če slučajno pride do tega, kar se razmišlja, da Max ne bo realiziran, to pomeni povsem nek nov koncept in je treba premisliti, ali je Umetnostna galerija dovolj močen generator za razvoj tistega mestnega predela. Ne bi si upala v tem trenutku dokončno podati, gotovo je pa tam realizacija zaradi vseh drugih razlogov možna, torej pridobitve zemljišča. Je pa še vedno projekt v fazi, da bomo rekli čisto na začetku, ampak zahteva preprojektiranje. Je realno, da pripravite vse, da lahko presečno nove finančne sredstva? Mislim, da ja. Kdo je zdaj na potezi? Najprej Mestna občina Maribor in potem ministrstvo? Mi bomo z pomočjo odbora delali dalje, se bomo umestili v vse nove, vsa nova pravna ali pa vse nove akte in izhodišča ter ponudili, tako kot sem rekla, do konca meseca pobude oziroma predloge. Kaj boste pa naredili vi? Je bilo že povedano, za Mestno občino Maribor je investicija, ki bi zajemala zaprtje finančne konstrukcije za letno UGM, se pravi višine 20 milijonov evrov prevelik strošek. Mestna občina Maribor lahko pristopi k investiciji le ob zagotovitvi sofinancerskih sredstev, po možnosti ne v tako mačehovskem razmerju, kot je bilo določeno v skladu z tem razpisom. Ne vem, če ste čitali ta sklep Vlade Republike Slovenije, za katerim so bila dodeljena sredstva Vojaškemu muzeju Pivka.
vlada je dodelila sredstva v višini 13,3 milijona evrov, s tem, da je edini strošek občine, ki se smatra pač kot neupravičen strošek, davek na dodano vrednost. V takšne obliki sofinanciranja je tudi mestna občina Maribor sposobna zagotoviti finančna sredstva za izgradnjo nove kulture. Priložnost je vsekakor tudi nova finančna perspektiva, mogoče vodenje investicije z neposredno potrditvijo v Brüsslu, kjer bi bil delež sofinancerskih sredstev iz evropskih strukturnih skladov pa v višini 85% upravičenih stroškov. Kaj bi za to bilo potrebno? V bistvu občina zdaj direktno razpis prijavlja? Ne, to ni razpisa. Mi smo v nabor prioritetnih projektov, ki bi po sprejetju operativnega programa na nivoju države, ta nabor investicij vsebuje tudi izgradnjo nove UGM, je pač treba v operativni program vnesti tudi to investicijo. Ampak potem se bo vztrajalo samo pri UGM ali še vedno UGM za Maksim? Zaenkrat govorimo o UGM. Kaj pa tista jama na Duši cesti? Bo ostala takšno stanje UGM zdaj? Potem bo največja primerna solucija. Sigurno. Bi vprašanje zelo na kratko. Drži informacije nekaj več kot 2 milijona, da je bilo že porabljenega za ta projekt. Pa če bo že veste, malo z njimi zaprte finančne konstrukcije za nas. Glede projekta Max in pa glede Zima mi bi odgovarjal, zato ker pač mestna občina Maribor je kar se tiče projekta Max, z Zimom v pogodbenem razmerju o najemu objekta, pač pokončan. Je pa res, da je mestna občina Maribor do sedaj v izgradnjo umetnostne galerije vložila cirka 2,5 milijona evrov. Ta 2,5 milijona evrov predstavlja pa nekaj vrste oportunitetni strošek, zaradi tega, ker zaradi vložka v to prisilila, pa nas je v bistvu država, ni bila zmožna izvajati ostalih infrastrukturnih investicij. Glavni krivec, da ni UGM, je torej država. Ampak vi zdaj boste počakali, da lahko date pritožbo, ali imate kakšen scenarij, mislim, kaj boste zdaj? Odgovor, denarja ne bo? Edini scenarij je pritožba na odločbo, ki jo pričakujemo strani resornega ministrstva. To je ministrstva, kjer ga? Izobraževanje. Za kulturo. Oni so posredniško telo. In kaj lahko s tem dosežete? Še kakšno vprašanje pokoča? Torej, ne glede na pritožbo, mislim, da je smiselna, če menite, da ste postavili vse, kar se je vas zahtevalo, se ne bi vsekako smiselna. Imamo naše delovanje, torej sedaj zastavili Gračke, spolno paro, probali veliko odborov in vseh drugih teles doseči uvrstitev v vse akte, operativni program, ki je zelo pomemben, da se prepozna pomen investicije oziroma tudi pravno temelji izgradnjo v čim krajšem času. Kaj bi nam pa zagotovilo učinkovito vodenje, in kaj bi nam zagotovilo, da se čez 4 leta dobimo na otvoritvi, pa tisto težje vprašanje, jaz upam, da bo, oziroma večena sem, da bo to eden izmed
atraktivnih programov v županskih volitvah in da bo dejansko novo vodstvo tudi takoj pognalo program oziroma izvedbo investicije naprej. To bi bil naš ključni cilj. K temu vas tudi pozivam k pomoči, da vse skupaj dejansko uspemo realizirati to investicijo, da Maribor in regija pridobi zdaj sodobne umetnosti, ki se ga želim v ustreznosti. Kaj pa mogoče zdaj v teh 4 letih še lahko delujete tu? Mislim, je še zapuščajo razmere? Ja, to je pa tisto kritično vprašanje. Namreč 10 let se dejansko zelo intenzivno razmišlja oziroma načrtuje izgradnje nove galerije in velja moratorij, neke vrste moratorij vlaganja na investicijsko vzdrževanje te stavbe. Moram poudariti, da delujemo v izrazito dotrajani infrastrukturi, da smo precej sredstev vložili, ampak bi rekli, bolj na nivo lepotne kozmetike, tako da ti prostori so lepi. Opozorila bi pa dejansko, da ne gre samo za doseganje standardov oziroma stroke, da je muzejska stroka v zadnjih 30 letih razvila tako sunkovito in tako daleč, da dejansko sodimo nek rep oziroma tako, ko se včasih rekla države tretjega sveta, nekaj izven sistema. In če želiš sodelovati v tem sistemu, enostavno potrebuješ primerno infrastrukturo. Enako zahteva tudi sedaj nacionalna, torej državna stran, in glede to, da nas država financira, se njihove zahteve precej stroge. Upamo, da bomo tem zahtevam uspeli zadostiti. Problem je pa resnično pereč, ker to, kar govorimo dejansko o tem, ali bo zdržala kurjava, ali bo elektrika prenesla še 1 leto, 2 leti. Ne vem, kako se zavedate, ali na vsakem prostoru na primer ena vtičnica in ko vsako priključemo aparaturo dejansko vrže elektriko ven. Torej govorimo dejansko o izjemno dotrajani infrastrukturi, pogojih, ki ne ustrezajo strokovnemu delu. Publika je zelo zahtevna in prav je, da tudi seveda nudimo kvalitetne programe, kjer pa ne moramo slediti oziroma nekje se, pravzaprav smo v teh letih na nek način nazadovali, stagnirali. In naredili bomo še kar v naši moči za pomočjo mestne občine Maribor, ki se tudi zaveda, da so problemi se pojavili predvsem zaradi zamika investicije in nekatere stvari morali urediti, da lahko delujemo nemoteno v teh 4 letih. Oziroma, tako bom rekla, prilagodili sodobno situacijo. Vsem delovanje v okviru Evropske prestolnice kulture je jasno pokazalo, ne samo potrdilo potrebo, ampak jasno tudi pokazalo, kaj se dogaja. 3 razstave so, pomembne 3 razstave so odpadle. Kot veste, fotografska razstava Roberta Kape je nadomestilo velika večja razstava iz zbirke British Collection in seveda Tate, ki sicer ni odpadel, ampak dejansko bil namenjen potrditvi oziroma podpori novemu prostoru. Mimo tega se žal več ne da. Gospod Ketiš, kaj še lahko vprašam glede Mariborske knjižnice? Tudi tam se pričakuje 10 milijonov evrov. Lahko pričakujem tudi tam isto preusmeritev? Kako daleč je ti pa tam zadeva? Kar se tiče Mariborske knjižnice, mi do sedaj, oziroma mestna občina Maribor, ni podala vloge na ustrezno ministrstvo za sofinanciranje projekta, ker je namreč čitali takratni vladni sklep 20.1.2011 bilo predvideno, da je sofinanciranje strani Vlade Republike Slovenije in sicer iz sredstev rezerv. Ta sredstva rezerv se po mojem gledanju nikoli niso namenjala za investicije, pač pa so bila vedno namenjena za elementarne investicije ali kaj podobnega. In takratna vlada tudi nikoli ni izoblikovala
proračunu jih ni prikazala? Nikoli ni bilo prikazala tega v proračunu. Da se bi pa z knjižnico Rotoš oziroma ureditvijo Rotoškega trga lahko prijavljali na ustrezni razpis, pa bi morali pridobiti pravnomočno in dokončno gradbeno dovoljenje. Verjetno je v njem bilo do sedaj že veliko povedanega. Namreč gradbeno dovoljenje za prvo fazo izgradnje še zmeraj ni dokončno. Preprosto zato, ker je stranka stroke oziroma stranski udeleženec sprožal upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije. Odločbe strani Upravnega sodišča pa do zdaj še nismo sprejeli. Dokler upravni spor na Upravnem sodišču ni zaključen, pa Mestna občina Maribor ne more napravno enoto podati vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za drugo fazo. Oziroma, tako moram povedati, ko smo podali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za drugo fazo, je bila ta vloga za sklepom zavrnjena zaradi tega, ker je treba počakati do rešitve predhodnega vprašanja, torej do dokončnosti gradbenega dovoljenja za prvo fazo izdajo. Knjižnica, torej potem še manj možnosti, da se premaknem? Glede, ko sem prej govoril o prioritetnem naboru projektov, ki bi naj bili neposredno prijemni strani Bruslja, je eden izmed projektov, ki je ta nabor uvrščen, tudi knjižnica Rotoškega trga, in jaz mislim, da v novi finančni perspektivi se seveda ob pridobitvi ustreznih upravnih dovoljenj lahko nadejamo tudi uvrstitve te investicije v neposredno pridobitev. Neposredna pridobitev namreč pomeni, da za investicijo ni razpisa. To je najbrž treba imeti kakšne pogoje, kako se to prijaviš, kako na kakšen razpis, oziroma da prideš do tega denarja, za kakšne pogoje bo za ustajanje. Zmeraj je to na koncu politično odločitev. Za sam prioritetni seznam tudi bilo pomembno pogoje. Izdelana mora biti investicijska dokumentacija, to je oba projekta izdelana. Za umetnostno galerijsko imamo gradbeno dovoljenje. Torej v tem trenutku investicija mora biti širšega, zdaj ne vem, če ste seznanjeni, ampak tale operativni program, ki ga pripravlja država in bi naj kljub svedal delal marca meseca, bo dal prioriteto tistim investicijam, ki bodo regijskega, ne pa lokalnega značaja in to v bistvu obe investiciji korista. Jaz bi pa še samo vprašala, kdo vseeno odloča o tem operativnem programu, oziroma kakšna naloga mesta je, da uvrstite te investicije v operativni program, da seže Do sedaj je Maribor naredila vse, kar je bilo. Pravi, poslali so nas, da pripravimo prioritetni nabor investicij in dostopno. in mogoče to dostopno nekajne javnost na tej fazi? V upanju, da pač seveda sta tudi dve zadevi, kako se izogniti vsem tem zapletom in šumom med različnimi financerji, da se zgodba še enkrat ne bi ponovila v tem učinkoviti varianti, da ne bi se znašli v slepi ulici, se pač ne bomo točno to projekti vključijo. Hvala vam, da ste bili z nami, še enkrat prosim za podporo tudi v nadaljnjem obdobju in upam, da bomo uspeli.